Nekoč smo te avtomobile poznali pod drugim imenom, a je Daewoo danes Chevrolet. Čeprav je avtomobil zasnovan za globalni trg, se zdi, da je v prvi vrsti namenjen Evropejcem. In Evropejci imamo najraje dizle, če je avtomobil tako velik, tale pa ima bencinski motor s samodejnim menjalnikom. Res je, kombinacija ni preveč posrečena, zato bo verjetno izbrala takšnega zelo malo kupcev. V bistvu naj ga izberejo le tisti, ki opravijo vsako leto zelo malo kilometrov, ki jim ni mar za zmogljivosti in ki izrecno želijo, da menjalnik opravlja delo sam. Dejstvo namreč je, da kljub 6 prestavam večina sodobnih samodejnih menjalnikov prestavlja hitreje in bolj učinkovito. Največji problem pa je kombinacija s tem 1,8 litrskim benzinskim motorjem. Če bi bil dizelski, bi bilo vse skupaj bistveno bolje, ker je v tem primeru preveč glasen in nikamor ne gre. Na avtocesti na vsakem manjšem klancu prestavi vsaj 2 stopnji nižje in potem takole tuli. In to kar traja. Bistveno bolje je, če prestavite ročico v ročni način in si potem sami izmišljujete, kdaj prestavlja. Sicer pa je Cruze na pogled zelo privlačen avtomobil. Oblika je tista, ki pritegne, osnovo pa bo uporabljala tudi nova Oplova Astra, ki pripelje kmalu. Zanimiva je streha, ki se zadaj spusti precej nizko in želi posnemati nekatere prestižne 4-vratne limuzine. V praksi pa to pomeni nekaj manj prostora za glave potnikov zadaj. Zato pa je voznikov prostor odlično zasnovan, kljub zelo nizki ceni pa preseneti izbira nekaterih materialov, kot je blago na armaturni plošči. Škoda, da ga potem pobiksajo s tem naslovom za roke, ki ne ostaja v prvotni legi, ali s prtljažnimi vrati, ki se z nosilcema takole pogrezajo v prostor. Naslednik nekdanjih Daewoojev se z 18 000 evri nikakor ne more sramovati porekla. Je pa res, da je z dizelskim motorjem bistveno boljši.